lepodice in lepotci, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica. Tale november in december sta bila dva izredno pestra meseca. Bila sem v Barceloni, pa Parizu, pa potem v Salzburgu. Vmes sledi okraševanje smrekice, skratka imam polno enih posnetkov. In zdaj, ko sem montirala, sem rekla, ok, mogoče se vam takole posnamem in vam vse skupaj malo razložim, da boste lažje sledili. Predtem pa še en outfit of the day. Ful mi je simpatično, na tele bele hlače sem dodala tako rutko, ki tokrat služi namest pasu. Potem bele hlače, moder pulover in nakit. Zadnje dni sem zelo usmerjena tudi na Instagramu v fashion in vedno potem me sprašujete, kje si kaj dobila, tako da vidim, da moram še več poudarka temu dati. Ok, tukaj imam tudi en blokec, kjer imam oporne točke, da vas bom lahko vodila čez tale blok. In v bistvu vse skupaj se najprej začel v Barceloni. V Barcelono me je v bistvu povabila znamka C&A na predstavitev njihove spomladanske poletne kolekcije za leto 2023. Mogoče se ti zdaj na prvo žogo zdi, čaka se je zmotila, mislim na zimsko kolekcijo. Ne, dejansko sem mislila spomladansko poletno za 2023, ker je pri teh zadevah vedno tako, da se zadeve vsaj, ker je recimo pri nas zima, se tam gledajo stvari za že recimo jesen ali pa, se pravi, jaz sem bila novembra v Barceloni, takrat je bila jesen, skoraj že zima in smo gledali pomladno poletno kolekcijo. Vedno se te zadeve pripravljajo tako naprej in tudi potem, če te opazijo, si povabila na te stvari in mene so tokrat prvič povabili v Barcelono. Z avionom sem se iz Ljubljane odpravila proti najprej letališče Jožeta Pučnika, potem smo pristali v Parizu, iz Pariza v Barcelono in tam so nas namestili v hotel Radisson Blu. Tukaj lahko vidiš room tour, kako je vse skupaj izgledalo. Moja sobica je bila locirana torej v samem centru hotela. Radisson Blu, torej Barcelona. Imela sem tako lepo, veliko poslo. Skratka, ful lušna, ful udobna, ful cozy in zgoraj je imela eno tako lepo teraso. Potem kasneje se mi je pridružil tudi trale. Tale del pa vedno v hotelih najbolj obožujem. Kavice in čajčki. I love this picture. Tole je pa moj outfit of the day oziroma outfit of the night za Barcelono dan 1. Tole je kompletek, krilo in majčka. Tole je čist primerno za kakšne zabave, tako da prazniki se bližajo. Tale blazer je pa itak čist hud, pepita vzorc, taka modro-zelena barva, ki bo dala piko na i temu stylingu. No in potem smo v bistvu se ob 5, prav spomnim se, dobili pred hotelom, tam so bili tudi ostali blogerji. V bistvu je bilo tako, da sem bila edina slovenska blogerka in potem slučajno sem na letališču spoznala pa tudi edino slovensko v bistvu urednico, ki je šla, tako da vse ne laže, če ima vsaj enega Slovenca zraven sebe. In modna revija se začne na 3, 2, 1, go! Na modni reviji pa v bistvu naredijo tak showroom, kjer lahko vse kose vidiš na enem mestu, si pogledaš pobližje, malo potipaš material, barve in tako naprej. Potem je prišel Rale in sledi nekaj najnih trenutkov. Hej, Lan! Evo, dan 2 v Barceloni. Včeraj je bilo ful lušten, ful so dobro pripravili, tele se malo izogibam, tako mu ne pokvaram najboljšega šota. Skratka, ful je fajn videti nove modne trende. Tlele imamo Raleta, včeraj je priletel zvečer in zdaj skupaj raziskujeva Barcelono, oziroma zdaj greva nekam na kosilo, pa so ful lačna. Tukaj pa sva pri njihovi največji Barcelona znamenitosti, poznamo, ne? La Sagrada di Familia, skratka ful je folka. Evo, vsi iščejo najboljši šot. To je Barcelona. Vedno igriva, vedno zanimiva, topla, sploh nimava bunde. Ja, res. Sej pa treba, jaz skozi gledam levo desno, ker je to prestolnica žeparstva in sam kaj odtrgajo z rok, tako da je treba biti kar previden. Jaz imam tole torbico, evo danes tako okrog mene, zdaj pa
paella time, coffee time, skratka, malo se ukrepita. Še to, spet se prevažava kar s kolesi. Oba sva vzela tako s košarico, ful prije prav, da kaj odložiš. Sam je pa nujno tamle dol ketna, ker res kradejo. Hejla! Evo, danes je že tretji dan v Barceloni. Bolj malo sem se vam javljala, ker smava enostavno tukaj lepo zdaj, ko vi gledam, ker je ful močen sonček. Skratka, tukaj sva na Barceloneti, njihovi glavni plaži in sam tole vam imam zapovedati. Tok je lušta na sončku. Dejansko je prav vroče in čist hud vibe. Sva pa tukaj tik ob temle znamenitem v hotelu. Malenko spominja na Dubaj, kjer sva bila letos poleti. Evo, in folk takole uživa. Iz Barcelone je bilo pa tako, da se pravim, jaz sem šla do Pariza, se pravi Ljubljana, Pariz, Pariz, Barcelona. Mi sem 3 ure počakala na letališču in se nazaj bila pa enaka zadeva, se pravi iz Barcelone sem imela let v Pariz, iz Pariza pa iz Ljubljane. In midva z Raletom sem se pogovarjala, hej, če imam stop v Parizu, zakaj že takrat ti ne bi prišel do Barcelone, da sem midva skupaj tam in potem rezervirava letalske karte tebi do Pariza, jaz pa pač samo ne grem na tisti let za Ljubljano in ostaneva še malo v Parizu. Oba so se takoj strinjala, tako da so šla pogledati še Pariz. Dejansko je bil okrašen in zdajle mi je ful žal, da nimam nobenih posnetkov. Na Instagramu sem vam ogromno posnela, če mi ne slediš, boš našla tam ikonco, tisti highlight, tako krogec, kjer je piše notri Pariz in tam si lahko pogledaš, kakšen je Pariz po zimi v božičnem času. Res je prelep. Res je to, da zelo piha in me je kar zebel, ampak ga je vredno obiskati vedno znova in znova. Tako da tam boš našla utrinke. Potem sta prišla domov in sledilo je okraševanje smrekice, oziroma še predtem skupaj odpiramo ene PR paketke. Hejla, drage moje, evo, I'm back from Paris in Barcelona. Zdaj sem pa doma, tamle, če je, se ne vi, čakajte, vam malo lagnem. Vidimo, tamle tale kot, na kjer ga nisem nič kaj dosti ponosna. Ampak, ful imam veliko stvari za oprati. Dejansko sem oprala že 4 stroje perila in še kar ne zmanjka. Sem pa zdajle mislila postaviti smrekico, oziroma prinesla sva s kleti z Raletom, ona je zdajle skočil k frizerju in bova danes postavila smrekico, sem mislila malo povlogati. Pa pogledali bomo še PR paketke. Evo me, stanovanje iza mes. Ampak počas v bistvu dobiva svojo podobo nazaj. Dejansko imam za oprati samo še tole belo perilo in pol sem finish. Se mi pa zdi, da je bolj, da je na kavču kot na tleh. Čakaj, tole moram malo spustiti. Dajmo to odmisliti. Namerno nimam tako vse perfect, ker pač tako je. V glavnem, hodila sem z vami odpreti PR paketke. Od L'Oreala sem dobila en tak lep paketek in ne boste verjeli, da sem si tole kremico kupila v Parizu, ker L'Oreal Paris v Parizu, kaj bolj ikoničnega. In sem se ustavila na njihovem štandku, gledala ponudbo, zato ker kar nekaj sicer make-upa uporabljam od L'Oreal Pariza in če sem bila že tam, sem se ustavila in temeljito pogledala. In zdaj me pa pričaka PR paket L'Oreal Paris. Poleg tega sem dobila tole dnevna krema, nočna kremica, tukaj se vidi night, day. Pol so pa tukaj še neki serumčki za učke, pol imamo filler, serum filler, pa še 2 produkta sta, še nočni serum, to je pa anti-age krema, ima pa še zaščitni faktor 25. Potem sem pa dobila še eno vrečko od Garnierja in me kliče poštar. In to je bila taka smešna zgodba, prav, neke jogurte imam za vas, pa pravim jaz jogurte. Jaz tako, kakšni jogurte bi to bili, nič ne vem. No, pa dobro pogleda in ugotovi, da gre za body jogurte, oziroma, a gre za jogurte. Moram svojega poštera malo podočiti. Body jogurt, recimo, da je isto kot gel body cream, ampak recimo, da Body Shop je zelo znan po svojih jogurtih. Tole je avokado, tole pa aloe vera, to je pa super po kakšnem sončenju. Ok, to je to. Pa imamo pa še tretji paketek, ki so zapakirali. Ena svečkica, a imate rade svečke, aj kaj bolj romantičnega, kot zvečer prižgati svečo. Pa potem en šal, pogledajte, kako dobro paše k temu mojemu današnjemu puloverju. Dobro zgleda.
Tole je pa, aha, tudi svečka. Wow, kakšna lepa. Pa tam imate, to hočem odpreti. 3-krat lahko gibate, kdo je prišel domov. Tole je namik. Čevapi! Pa baklava. Kaj pa v tej mali? Vrat. O, njami. Drugače sem pa danes imela eno novo rdečo trenerko in lej to, koliko spušča mucke. Drugače bom pa zdaj 2 dni sama doma, upam, da sam 2 dni. Rale ima namreč jutri eno operacijo in ja, upam, da bo vse v redu, tako da se skušam zamotiti. Naslednji teden namreč spet odhajam. Glih sem v bistvu prišla iz Barcelone in Pariza in danes sem v bistvu imela fitting za znamko C&A, ker grem na njihov event, bo trajal v bistvu par dni in sem probavala njihove bundice, njihove trenerkice. Ponavadi je tako, da če greš na nek event, je potem smiselno, da si oblečen v njihova oblačila. Tako da sem danes probavala tole rjavo trenerkico, mi je bilo ful luštno, pa tale bež bunda, ker bomo imeli v bistvu aktivnosti na snegu, gremo pogledati njihov Christmas market, pa bomo imeli zvečer eno zabavo, vam pokažem, kaj sem si vzela za zabavo, pa boste povedali, kako se vam zdi. Tale je mal iz cone udobja, ampak takale vijolična oblekica. Kdaj? Bleščice, če ne zdaj. Imam pol še nek nakit za zraven. Bom videla, a bom vse to vključila. Ena taka ful lepa verižica, tlele ima en tak kristalček, ne vem, a se vidi, pa mal mi še nagaja, evo. Pa tlele taka uhančka, tudi se sveta. Pa tale zapestnica. Se pravi, tale je eleganten, tale je cozy, rjava trenerka, bundica, pa ful lep šal sem dobila. Pa še ta tretji in zadnji styling je pa casual. Sem si pa zamislila tole oblekico, ta del ful dobro pride, zato ker zgleda kot nek korzet in optično tudi malo stisne pas, pa ne samo optično, je tudi v bistvu tako ukrojen. V bistvu taka siva zelenkasta barva, zraven teli škornji, pa še ene žabice, ker bo mraz, ker bo sneg. Dobro jutro! Evo me na vlaku v first classu. Prvič potujem v first classu na vlaku in se mi čisto fajn zdi. Pogledajte te sedeže, pa imamo tlele šteker, da napolniš telefon, pa mizo tako preklopno za odložiti knjigo ali pa računalnik. Tlele sem si privoščila že eno frutabelo. Te mi je vedno kupovala mami kot otrok in še zmeraj jih imam ful rada. Drugač pa celo kabino imam zase. Vam pokažem še malo. Je že en mim. Drugač so pa taki dolgi hodniki. On gre verjetno na WC, ker je tam dol. Tam je še en. Tam greš pa pol na ta second class, ali kako se reče. In v bistvu bom edina slovenska blogerka, tako da cela komunikacija bo potekala v angleščini. Upam, da najdem kakšno Insta kolegico za teh par dni, ker nobenega ne poznam, sploh ne vem, iz katerih držav bojo. Vem samo, da v bistvu iz
celotne Evrope. Zdaj ne vem, če čisto z vsake države, ampak tako nas bo taka ena mešanica vseh blogerjev. Tako da upam, da se bom lahko zapogovarjati, shareati experience, zanima me, kaj nas bojo namestili, ker so zelo skrivnostni in vse skupaj dela, sem še bolj excited. Čakam. I'm dreaming of a white Christmas. Na, 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 na. Anyway, vzela sem si jabolčni štrudel in to z vaniljo. Moja babi je ful velikrat delala štrudel in odličen je, ampak ne moram pa mimo tega razgleda. Še kakšne 2 urice in smo na cilju. Moram reči pa, da ful uživam, dejansko mi je ful všeč ta izkušnja z vlakom, veliko bolj udobna je kot recimo avion. In ena stvar mi je bila tako zanimiva, recimo v Ljubljani, ko smo štartali, sem si zaželela kavo in so rekli, da se ne da kavo dobiti, bojo pa potem kasneje priključili vagon. In mi je bilo izredno zanimivo, da dejansko so potem kasneje priključili vagon, mislim, da smo bili že v Avstriji in ta vagon je bila direkt restauracija, kjer se da dobiti vso to ponudbo. Cool, ne? A si vedela? Hi guys! Kaj tukaj piše? Hello gorgeous, ready for Christmas, always. V glavnem, jaz sem se ravno kar check-inala v tole hotelsko sobo, ki je v bistvu apartma. Poglejte to, tako, sem bila kar takole, da me vidiš, a je to res vse moje za par dni? V glavnem, tlele posebej imamo WC, pol pa ena velika posla, kjer spim čisto sama, nisem vajena, ampak imamo to, ne? Pol sem je tukaj pričakala še z enim res luštnim darilcem in sicer božično pižamo. Takole, ko jo tipam, je ful prijeten material, prav tist božični ta mehak, a veste, kaj je tak prav, ne vem, posebno mehak. Aha, taka spalna srajčka, joj, kako luštno. Bom imela oblečen, potem imamo tukaj še ene tele čokoladke za posladkati se. Tale dnevni prostor je ogromen, tako da bom lahko zbirala, a bom tle, a bom tam, a bom tle. Pa še razgled, balkonček na tole. Wow, vse okrašen, sneg, lučke, kaj če lepšega, je pa zelo mrzlo, tako da šivam noter. Evo, še z te strani. Skratka, malo se bomo družali, malo se bomo kepali, malo bomo imeli zimske aktivnosti. Tukaj sem dobila program skupaj z Wi-Fi-jem, sem ga prečekirala, ki pa je, pa ga moram še enkrat. Točno kdaj je jutr zajtrk, kdaj je pick-up, kdaj je zabava, imamo jutr, skratka, boste šli vse z mano. In moram priznati, da je tukaj tok prijeten in cozy vibe. Mislim, da mi bo top. Zdaj se pa hitro zrihtam, ker smo zmenjeni, evo, 7:00 za večerjo. Prijem iz hotela, pojem zajtrk in me pričaka tale prevoz. Pa še sneži, kako ikonično. Jaz se počutam v pravlični deželi. Da vam jaz pokažem ta razgled. Amazing. Tako, ko tole gledam, si res rečeš, koliko malo sveta si videl in kakšna veličastna narava je dejansko. Tako da presečki v vseh pogledih, ful se dobro počutim tukaj med gorami, obdana snegom, pa še dali so nam tole za pogret. Ta cozy božični ambient, tukaj bomo zdaj kar nekaj časa. Posod so taki lepi božični dodatki oziroma zdaj se ga pa več ne bojim.
oziroma posod neka božična dekoracija. Zdajle izdelujemo tele božične okraske, vam bom pokazala, kakšnega sem jaz izdelala. Prejle sem imela šmoren, evo ga. Vse pojedeno, ker je bil res ful dober. Zdajle vam pokažem še božične okraske in to bom dala na smrekico in bo tako zavedno spomin iz Avstrije in tega res lepega eventa. So se potrudili, vse je tukaj na nivoju. Evo, tole pa en okrasek z rdečo pentico in drug zlato. V komentarju ocen, kako se ti zdi. In smo že na božični oziroma predbožični večeri. Tok so lepo vse pripravili. Tamle za mano pa vidite smrekico in kaj bila fora, da še preden smo prišli, smo mogli vse prinesti eno darilce oziroma darilo, ki predstavlja Slovenijo. In pri tem ste mi bile v pomoč ve, sem vas tudi na Instagramu vprašala, kaj bi prinesla. In na koncu sem zbrala valjda potico. Ni božične večerje brez potice. Potem sem priložila piransko sol in sicer solni cvet, sama še nisem probala, imam pa tisto tako v tubici, pa dala sem še med. Slovenski med je eden izmed najboljših, tako da ful me zanima, katera izmed deklet, predvsem iz katere države bo dobila slovensko vrečko. Hkrati me pa zanima tudi, kaj bom jaz dobila, tako da ostanite z mano in naj se božična večerja začne. Moja obleka. Izcen, da redko nosim vijolično, ampak danes bo prava priložnost. Sem pa dodala zraven še tak srebrn nakit, ker ima tudi tale oblekica take srebrne bleščice. Pa obožujem to zapestnico. Kaj dobrega bomo jedli. In to je to, drage moje, evo, kratko in sladko, oziroma utrinki iz Barcelone, Pariza, Malmön in Salzburga. Skratka, je kamera nekako cel čas ob meni, včasih je zadeve bistveno hitrejše naložiti na Instagram, ker gre takoj gor, ampak bistvo je, ker vam želim povedati, da nikoli zares nisem pozabila na YouTube, da vas imam cel čas tukaj nekje v mislih in rabim tudi jaz se pogovarjati, jaz izredno obožujem in ta montaža proces in govoriti, imam to željo, da vam povem stvari, da vam pokažem, da tudi vi doživite ali pa vidite, kako je tam, pa kaj tle dobro funkcionira, pa kakšna je vožnja z vlakom, tako v bistvu se je ta kanal konec koncev tudi začel. Tako da tudi 2023 ne mislim sploh obupati, ni tega več to, kot je bilo včasih, morate pa vedeti, da vas imam tukaj in da se trudim, da v bodoče bo čim več takih vlogov. Tako da za leto 2023 vam želim, da bi uresničili vse svoje sanje, da si boste upali živeti, da si boste upali končno uresničiti tisto željo, o kateri že toliko časa razmišljate, pa vam mogoče manjka poguma. Pogum je nekaj tazga tudi, ki ti prav pride in ti da tisti ekstra push, pa valjda zdravje, a ne? Tako da boste zdravi, ker vse se začne in konec koncev konča pri zdravju. Včasih ga premalo cenimo do trenutka, dokler ne zbolimo in vidiš, da je zdravje dejansko res vse. Tako da, hvala vam za vašo pozornost, hvala, ker ste si vzeli čas in pogledali tale vlog. Rada vas imam in se vidimo v letu 2024. Lepe praznike. Čau!